pozdravljeni na novinarski konferenci Ministrstva za pravosodje, kjer bo minister za pravosodje Aleš Zalar predstavil spremembe insolvenčnega zakona. Na novinarski konferenci predstavljam tudi Emino Mijalič iz Direktorata za zakonodajo. Minister, izvolite. Ja. Danes želimo predstaviti besedilo sicer kratke novele zakona o finančnem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, vendar pa po vsebini po naši oceni zelo pomembne novele. Znano je, da je zlasti Obrtno-podjetniška zbornica predlagala določene spremembe tega zakona, ki bi zagotovile boljši položaj manjših upnikov v postopkih prisilne poravnave. Obrtno-podjetniška zbornica se je sprva zavzemala za zelo radikalen poseg v zakon z ukinitvijo instituta prisilne poravnave in na osnovi tega njihovega predloga je Ministrstvo za pravosodje najprej pripravilo obsežno analizo tega instituta, razlogov, zakaj je prisilna poravnava smiselna, v katerih primerih se je izkazala kot koristna in na osnovi izmenjenih pisnih stališč med zbornico in ministrstvo je potem pred 10 dnevi, natančneje mislim, da 4. februarja, prišlo do delovnega sestanka strokovnjakov, ne samo z Ministrstva za pravosodje, ampak tudi Vrhovnega sodišča in še nekaterih drugih zunanjih pravnih strokovnjakov na eni strani in predstavnikov Obrtno-podjetniške zbornice na drugi strani. Na tistem sestanku smo pregledali vse argumente za in proti morebitnim spremembam zakona na tem področju in tudi prišli do soglasne odločitve, da se gre v spremembo tega zakona, vendar ne na način, da se prisilna poravnava kot institut odpravi, ampak da se nekoliko zaostrijo pogoji, pod katerimi dolžnik lahko predlaga prisilno poravnavo oziroma pod katerimi jo sodišče sme dopustiti. Gre namreč za vprašanje, v kolikšni meri lahko upniki, ki v odstotkih, v deležih svojih terjatev nimajo položaja velikih upnikov v postopku prisilne poravnave in to običajno so samostojni podjetniki in obrtniki, kako naj torej dosežejo, da imajo določen vpliv na delež poplačila, ki ga bodo prejeli. Zakon namreč res določa, da za vse upnike v tem postopku veljajo enaka pravila igre, enaki pogoji poplačila, enaki roki, v okviru katerih je ta poplačila terjatev potrebno izvesti, enaka stopnja obresti, ki se obračunava. Pa vendarle v praksi se kaže, da običajno zaradi obsega terjatev, ki jih imajo, in nosijo odločilno breme odločitve o tem, ali bo prisilna poravnava sprejeta ali ne, tako imenovani veliki upniki. Največkrat so to banke oziroma finančne institucije. Na osnovi teh ugotovitev, zlasti tudi v luči prakse ponujenih predlogov in sprejetih odločitev o prisilnih poravnavah, smo se strinjali na tem skupnem sestanku z Obrtno-podjetniško zbornico, da se pripravi določena sprememba, ki bo vendarle vnaprej v zakonu zajamčila minimalni znesek poplačila terjatev na eni strani in hkrati določila maksimalno obdobje, v okviru katerega naj bi se to poplačilo izvedlo. Ministrstvo je v zvezi s tem opravilo primerjalno pravno analizo
in se odločilo, da ponudi kot predlog rešitev tako imenovani avstrijski model. In sicer na ta način, da se kot obvezni pogoj, ki ga mora vsebovati predlog za prisilno poravnavo sa strani dolžnika, določi, da zagotavlja najmanj 30% poplačilo terjatev upnikov in da lahko predlaga odlog tega poplačila za največ 2 leti. To je torej zdaj novi obvezni pogoj, ki ga mora vsebovati predlog za prisilno poravnavo, če naj se šteje, da je ta predlog popoln. Vkolikor takega pogoja upnik ne izpolnjuje oziroma ne predlaga take rešitve, potem se šteje tak njegov predlog za nepopoln, sodišče ga pozove, da ga dopolni, če ga v 15 dneh ne dopolni in ne izkaže, da ponuja izpolnitev teh pogojev, potem sodišče s sklepom te prisilne poravnave ne dovoli in istočasno odloči, da se začne stečajni postopek. Gre torej po obsegu za manjšo spremembo, po vsebini za pomembno spremembo, predvsem zato, ker krepi uveljavitev načela enakopravnega položaja upnikov in obravnavanja upnikov s strani dolžnika in ki jim zagotavlja najboljše pogoje za plačilo njihovih terjatev. Po drugi strani pa ta sprememba vendarle ohranja institut prisilne poravnave, kajti osnovni namen tega instituta je, da se omogoči vsem tistim gospodarskim družbam, ki so se znašle v stanju insolventnosti in to lahko iz zelo različnih razlogov, tudi recimo iz razlogov razmer na prostem trgu, da če obstaja možnost, da ohranijo poslovanje, da ohranijo delovna mesta, da torej zagotovijo kratkoročno in dolgoročno likvidnost, da se torej omogoči ali celotni družbi ali pa vsaj njenemu delu ohranitev zdravega jedra. Zaradi tega štejemo, da se bo, če bo taka sprememba, ki jo predlagamo, sprejeta, pravzaprav okrepila verjetnost, da se bodo v prihodnje upniki še bolj posluževali nove možnosti, ki jo je prinesla zadnja novela insolvenčnega zakona po 199a členu, kjer njihovi interesi, njihove pravice stopijo v ospredje pred pravicami lastnikov, ki niso pravočasno poskrbeli za povečanje osnovnega kapitala družbe, zaradi česar je prišlo do insolventnosti in ki lahko zdaj na osnovi tega člena dosežejo, da pravzaprav pridobijo lastninska upravičenja. Ta ukrep, ta tako imenovani obvezni pogoj minimalnega poplačila terjatev v postopku prisilne poravnave z 30% in z odlogom največ 2 leti, torej po naši oceni krepi možnosti za primerno poplačilo upnikov v teh postopkih. Ministrstvo je to spremembo zakona včeraj vložilo v medresorsko usklajevanje in istočasno tudi v strokovno usklajevanje. Poslali smo torej to besedilo prizadetim oziroma pristojnim ministrstvom na eni strani, na drugi strani pa zbornicam, kot so trgovinska, gospodarska, obrtno-podjetniška, vrhovno sodišče in še nekatere druge institucije. Prosili smo jih, da upoštevajo, da se ta sprememba povezuje z nujnimi potrebami nacionalnega gospodarstva in da nam svoje pripombe in predloge posredujejo do tega ponedeljka. Upamo, da je to izvedljivo zlasti zaradi tega, ker govorimo pravzaprav o vsebinski spremembi enega člena zakona in zato štejemo, da je tak kratek rok izvedljiv v smislu preučitve ustreznosti tega, kar predlagamo. Štejemo tudi, da
S tem v celoti izpolnjujemo dogovor s sestanka z Obrtno-podjetniško zbornico v delu, ko se to nanaša na spremembo insolvenčnega zakona. Naša naslednja iniciativa pa je, da predvidoma prihodnji teden na enak način kot danes predstavimo še spremembo zakona o izvršbi in zavarovanju, kajti tudi glede tega zakona smo se na sestanku za Obrtno-podjetniško zbornico dogovorili, da poiščemo rešitev za primere, ko dolžniki vlagajo očitno neutemeljene ugovore zoper sklepe o izvršbi, ki so izdani na podlagi verodostojne listine. Znano je namreč, da so ti sklepi izdani zelo hitro, ponavadi v 48 urah, ker pa tu pravzaprav vse opravi računalnik in ker ni nobene sodne presoje v tej fazi, ti sklepi ne morejo postati neposredno izvršljivi, brez da bi sodišče vsebinsko presojalo ugovore in očitno nekateri dolžniki to situacijo izrabljajo in vlagajo ugovore, ki so pavšalni, kar se izkaže kasneje, češ da upnika sploh ne poznajo. In v ta namen smo na tem skupnem delovnem sestanku z Obrtno-podjetniško zbornico tudi našli določeno rešitev, kakšna je, pa jo bomo konkretneje predstavili v prihodnem tednu. To pomeni, da bi lahko obe spremembi zakonov vlada obravnavala najkasneje v roku 14 dni in morda Državni zbor še na marčevski seji. Z moje strani zdaj smo vam pa na voljo za vprašanje.